Fantasy. Radio Fantasy. So many times, Gađo in miganje v našem studiu, to mi je všeč. Ne sem miganje, še pete je bilo, sem pač ena pevka me očitno prekaša. Ja, zdaj si dobila konkurenco. Ja. Zdaj ne smem povedati, kdo je ta oseba, če to je skrita gostja. Ampak, a ti nekaj povem, trmasta ko hudič. Do tja še pridemo. Pa sem prste stran. Čakajte vi, gospa, ne smete še govoriti, ker ste skrita gostja. Ne? Povem lahko, da je... Gospa sem že. Meta Presečnikova je prišla k nam v studio. Ali slučajno vemo, kdo je to? Še en namig. Danes ne pada dež, ampak si je sonce in to nam je všeč. Malo si že namignil. Zdaj si se itak sama že izdala. No, malo je pa treba. Malo, ne. Dobro sta vidva naredila ta napovednik. V glavnem 4 so tukaj. Nina. Pa Nina pošla. Če povezujem z naslovi, ne. Pa še ena, evo me, čakaj, da dam še tole malo bolj na glas. Takole, evo, super, zdaj se pa še bolj slišam. Je cool. Ker ponovadi vsi komplicirajo čist na tih. Ne, jaz sem pa že mal čez tisto, veš, za mene pravijo si, da imam čist prenaglas slušalke. Ampak ja. Poznamo še enega takšnega, veš? Podaj vas je roke. Jaz jih imam pa na minimumu. Jaz jih imam tle čez. Pametna punca. Na 15 čez. Dobro, ti imaš tako zvočenje non-stop, pa vsak spredi pred sabo. Pa ponovadi imam jaz zvočenje na slušalkah, ne? Slušalke imamo, to In je mir, super sicer, ampak ne vem, na dolgi rok sicer ne vem, koliko je to. Fajn, če imaš toliko na glas, ko jaz. Zdaj sem delala en test, nekje gor na računalniku sem najdla test, ki ti pokaže, pač spusti nek zvok, ne, in vsakeč, ko gre frekvenca, se spreminja in ti pokaže tvoja starost glede na sluh. In? Ajde, tega že greš v penzijo? Kaj mislite? 51 je pokazal. Dobro, to je v redu. Mislim, da je dobro zgleda. Ta aplikacija, to ni dobra aplikacija. Ne dela. Ampak važno, to bo zdaj naslovnice. Nina je naredila test. Kaj je pokazal? Vidiš? Dobra ideja. To se da hitro obrniti, ne? Dajmo kakšno drugo smer pol obrniti trajš, ne? Dobre. Ampak, čau ekipa! Nina, pušljaj z nama. Dobro jutro! Pa vse poslušalke pa poslušalce seveda zelo lepo pozdravljam. Se globoko pravičujem, ker smo kar začeli, kot da si tukaj že celo jutro. Pa se v bistvu skoraj je. Ironijo smo že prej poslušali. Ja, veš, si zraven noter, skozi upeta v našo programsko schemo. In dolg časa mi ni bilo, tudi to smo ugotovili, ne? Grozna. Da se nismo videli več kot 1 leto. Ja. Grozna si. Grozni smo. Ne, grozna si, ker veš, ti si tista, ko moraš priti tam. Ti si tudi trmasta. Jaz sem. Ne da. Pa smo tam. Nov single sliši na ime Iz čiste trme, ali pa ti kratko rečeš, da je to kar trma. Ja, ljubkovalno. Zdaj vsi so začeli govoriti in jaz tudi. Ne. A bomo zdaj trmo? Gremo na trmo, dajmo poslušati trmo. Ne. V bistvu ta trma opažam, da nam je zelo blizu. Sploh kot se petaš, ko se vržeš na tla, pa se petaš. Ja. Hočem. Ampak jaz jo vidim, jaz jo tako doživljam zelo kot nekaj zelo pozitivnega, ker ti življenje velikrat lahko pride zelo prav, včasih tudi ne, absolutno se tudi temu najdemo, lahko si, ne. Ampak za veliko stvari je pa zelo dobra in pozitivna. Ker si, ne, piše, ne. Nina je iskrena, trmasta in odločna ženska. To so napisali naši, tako lepo to so lepo pisali. Mal tega, malo onga. Ja, veš kaj, če želiš, mogoče včasih pride kakšna ovira na tvoji poti tudi seveda in če želiš, ali pa kakšno nesoglasje. Pa če želiš priti do končnega cilja ali pa do tega, kar si v resnici zares želiš, pol moraš biti malo trmast, pa vztrajati, ne? Pa potrpežljiv moraš biti tudi. Ampak ta močna volja pa se mi zdi zelo pomembno v življenju, ne? Da gremo čez nekaj, tudi če nam je včasih težko nekaj priznati v življenju. Ampak če si nekaj želimo in če potem kliče naše srce, se splača vztrajati. No, mislim, glede na to, da ti si trmasto vztrajna že 20 let. Kar ja, tudi mogoče brez tega ne bi bilo danes tukaj, kjer sem. Ker se spomnim nazaj, če se vračam zdaj malo nazaj po spominih, velikrat se je zgodilo na moji poti, ko bi lahko že mogoče kdaj človek obupal ali pa rekel ne, pa zdaj ne bom, pa zdaj se mi ne da. Pa mogoče zdaj ni najbolj primeren čas, pa se takrat pol tista trma zbudi v tebi, pa rečeš,
Ne. Če sem se nekaj odločila, bom prišla do konca, ne bom ustrajala do konca, ne bom obupala na poti, ker vem, zakaj je to. Konc, ne? To je definitivno. Jaz upam, da ne. Kako si bila pa trmasta kot otrok? Ja, baje da zelo. Moj brat bi imel kakšno dobro zgodbo. Jaz sem bila starejšega brata, ne? Lahko pokličemo bolj, mogoče pa kaj povedal. Jaz sem imela starejšega brata 3 leta in bil je moj vzornik, ne? Skozi sem hotela biti z njim, najlepše mi je bilo, kadar smo bila skupaj, vse sem hotela početi, to, kar on počne in moram tudi povedati, da me je zelo me imel rad, pa še danes mislim, da me ima tudi. In me je tudi vključil vse njegove aktivnosti in me vzel vedno s sabo, če sem kam želela iti. Me je tudi veliko stvari našuntal, da sem kaj počela, ne? Kaj sprobala. Tako da in potem večji problem so imeli mogoče njegovi prijatelji, ne? Moji sosedje, ne? Moji so krajani pač iz iste vasi, ker oni pa niso želeli se kar non-stop zdaj igrati, ne? S punčkami. Kar punca zraven skozi neki, ne? A lahko smo mi mali fantje sami, ne? Punce, takrat, mislim, v naši vasi pa ni bilo veliko punc, ne? Tako so bile rade zunaj. In jaz sem želela biti z njimi in pol, če sem hotela biti z njimi, sem se mogla malo bolj potruditi, oziroma mogla bi sem biti malo bolj fantovska in zelo trmasta in odločna. In ful imam eno tako lepo zgodbo, ko se spomnim. Igrali so nogomet, jaz sem tudi z njimi igrala in potem so me vrgli ven iz igre. In je bil prav spomnim, moj sosed je rekel, ti se že ne boš z nami igrala fuzbala, ne? Pejt noter pa se igraj z barbikami, ne? In jaz sem pa seveda ful žalostna, sem začela jokati in zašla domov in sem povedala očetu, ne, da jaz bi ful rada igrala z njimi nogomet, ne. In pol je moj očet vzrihtel, da sem jaz igrala z njimi nogomet. In sem bila toliko vesela, ampak toliko trmasta in odločna, da bom jaz dokazala, da sem vredna tega, da igram z njimi nogomet. In sem dala gol. Celo? Ja. Bravo. Zato si se mogoče zdaj tudi odločila, da boš imela koncert na stadionu. In to tekmo, o kateri zdaj govorim, sem igrala čist mal nad tem stadionom, ker to je stadion moje mladosti, mojega otroštva. Mimo stadiona sem hodila v šolo, vsak dan pa v glasbeno šolo, pa na pevske vaje, pa pihalni orkester, skratka. V bistvu Nina je ful povezana s fuzbalom. Kaj sem igrala? Prečno flauto. Prečno flauto. Drugač pa fuzbal te je navdihnil tudi zdaj za koncert, ko ga boš imela v Ivančni, ker vidim, da imaš kar osmino finala, ne, pa četrtino, pa polfinale, ker zbirajo komade, kjeri bojo šli, a veš, kjeri bojo šli v ožji izbor. Predvsem želela sem se iti malo igrca, ker imam zelo rada igre, ne, in seveda smo rekli, če smo že na nogometnem stadionu, se spodobili, naredimo eno ligo prvakov, ne, Ninino ligo prvakov, ker je res veliko pesmi, ki so se zgodile v vseh teh letih, je bilo kar težko, ker smo mogli kakšno tudi izločiti. Najprej so želeli, tudi vsi z moje ekipe so želeli, da bi bilo, ne vem, mislim, da 16. Samo 16 pesmi. Sem rekla, kako sem 16, ne? Premal, ne? Gremo v tekmovanje, to moramo dati čim več, ne? Tako da mislim, da smo pa prišli do 32 in zdaj poteka to malo tekmovanje, ne? Ampak to ne pomeni, da tistih pesmi, ki bo šli ven, ne bomo igrali, ampak jaz bi samo želela, ker me res zanima na koncu, katera pesem bo pa zmagala. Kaj vidva mislita? Ne vem, jaz moram še tvojo trmo slišati, da lahko pa ocenama, veš. Jaz bi rad trmo tudi zavrtal, ne? Sam smo toliko padli v debato. Ja. Pa dejmo jo. No, dejmo zavrteti. A to je zdaj premierno na vašem radiju? Premierno, če me je včeraj Zalo kar poslal. Dobro. Se kdaj zvečer, ali kaj? Aj, da ste v jutranjem programu. Ja, evo, Nina Pušlar iz čiste trme, skrajšano, ljubkovalno trma. Nina Pušlar je z nama. Nina, ja, to vedno rečemo, 3 so, pa še ena pride. Oprosti, ampak ta je moja zmagovalna. Sej trma je v redu, ampak Nina je moja zmagovalna, če lahko glasujem. Lahko? Ok. Ja, ima rezultate, ne? Čeprav slečeno srce, ne? Če gledamo. Slečeno srce. Slečeno srce je bil sicer v dvoboju z Kdo še verjame. In? Ja, Kdo še verjame je zmagal, ampak je bila kar borba, kar težka borba. Gledam radijsko, ker je bil Slečeno srce. Najbolj predvajana pesem, leta 2009. Ja. Ali 11. 2009. 2010 je bila dana ta informacija. Tako je, točno. Kako imaš ti dober spomin?
Če pa delamo z muziko skozi. Če mora, veš. Veš, Nina ima pa tudi 5 zaporednih let, ne, ko si najbolj predvajana slovenska glasbenica. Ne. Mislim, ja, res je. Kak je ta tvoj mojo ali pa tisti, čepec na koncu, ko ga dodaš muziki, da tok dobro dela? Škaj, predvsem moraš narediti nekaj, kaj te je res dober, kar verjameš, da nekaj pride iskreno iz tebe, da je pesem, ti verjameš, da ti vse, da se poklopi, ne vem, melodija, besedilo, produkcija, vokal, da zapoješ, da ljudje začutijo to, ne, to zgodbo, to vsebino pesmi. Video spot in pol na zadnje tudi uživo, ko jo izvajaš. To mi je pa itak nekaj najlepšega, pač, ko pesmi zazvenijo uživo z bendom na koncertih. Jaz sem že čisto od svojih začetkov, od moje prve pesmi Ni ona, želela, da imamo noter kitare in da to zveni malo bolj rock, ne. Rockersko. Tako da s pesmijo iz Čiste trme se mogoče vračam tudi malo v svoje začetke. Vedno sem se želela stati na odru živo z bendom, ker mi je to tako užitek in vesela sem, da lahko zdaj to počnem že skoraj da polnih 20 let. Zdaj, prvi video spot tvoj je bil dejansko Ni ona in to je bilo en teden po tistem, ko si zmagala, ne? Če se spomnim. Opa. Viš, To sem dal pa refren, ker sem hotel vprašati pri tej pesmi, se vrnimo k tej pesmi. Očitno ne smemo govoriti o Ni ona. Ne, zakaj? Ne, ker je razlika, ne? Zelo umirjena kitica, potem pa tudi ta neka eksplozija refrena. Je to nek medčloveški odnos, para? Pa je, to je ta kontrast. V bistvu o tem, o čemer pesem govori, o tem govori tudi produkcija te pesmi. Mislim, umirjena kitica, udaren refren. In to sem želela pokazati tudi v novem videospotu, ker sem imela non-stop pred očmi, ko sem to pesem poslušala. Sem imela že ta videospot kar nekako pred očmi, to celo zgodbo in ta preplet. V bistvu ta kontrast med ljubeznijo, strastjo, pa hkrati borbo na nek način. Ne? Včasih tudi preperom, ker tudi preperi niso vedno nujno, da so slabi, ampak so tudi kdaj dobri, ker je bolj v življenju mogoče neke stvari povedati, kot pa jih držati v sebi. Hkrati pa tudi ta trma, ki se veliko vsi ljudje verjetno znajdemo v tem, ko mogoče nekaj čutiš, pa ne moreš tega povedati. Ampak enostavno ni problem v tem, da ne bi nekoga imel rad. Ampak mogoče prideš včasih do neke točke v življenju, ki si postavljen pred preizkušnjo. In o tem govori ta pesem. Ampak jaz na koncu vidim zaključek te zgodbe, da nekdo luč na koncu tunela. Tako je. Ampak zdaj že na Nina Pušlar šovu si se kar plesno izpilila. To sem hotel vprašati, ker vedno nekaj dela, zdaj pleše. Kaj pa zdaj delaš v tem zadnjem videu spotu? Najprej res, da povem, ker si že omenila naš koncert, ki se je začel v Stožicah in potem smo imeli kar še 7 res prelepih koncertov. Naš zadnji Nina Pušlar šov je bil prav v Celju, v dvorani Golovec, v razprodani dvorani Golovec, kar mi je bilo res veliko veselje, res čast. Ja, to je taka lepa nagrada za vsa pretekla leta in sem tako vesela lepega odziva publike in je bil fenomenalen koncert, saj zame, upam in verjamem, tudi po odzivih sodelavcev, tudi za tiste, ki so bili tam. Tako pozitivno sama presenečena in razprodana, jaz mislim, da so bili tudi vsi ostali super navdušeni. Res je bilo lepo in jaz sem si želela, to je eno spontano prišlo, se spomniš Nina Latina? Ja. Nina Latina, to si ti rekla in to nekako ne morem si izbiti iz glave. To se mi je tako super zdelo. Takrat, ko smo izdali pesem Prste stran je pa navdih za to pesem sem jaz dobila seveda na mojem potovanju na Kubi. In ko sem jaz prišla z Kube, so me moji fani iz ekipe tako mačkam posedali, so rekli, da ne bomo zdaj mogli delati same kubanske pesmi, pa salsa, sem rekla, ampak lej, saj eno pa bomo. In tako je nastala pesem Prste stran. In kar je bilo meni na potovanju na Kubi najbolj všeč to, ker sem jaz hodila po teh ulicah in živa glasba na ulicah, ker so ljudje plesali spontano. Wow, tako prav wow. In sem ful vesela, da je potem prišla v moje življenje pesem Prste stran, ker sem seveda poleg petja tudi zelo rada ples. Drugače že kar dolga leta, že skoraj 12 let plešem izrazni ples, to je v bistvu ples brez forme, ampak imam pa rada tudi ples s formo in plesalce na odru, ker plesalci prinesajo en
eno tako energijo, da sploh ne znam opisati, če tega ne doživiš. In jaz sem prav rekla, ok, zdaj imamo mi zadnji koncert, ne, v dvorani Golovec s plesalci, mi smo jih samo 7. In sem rekla, ok, zdaj pa pač plesalcev ne bo, ne, na koncertih in tako. In pač vsi smo se strinjali, kako bomo zdaj brez. Kaj je tako dobra energija, ne? Res so super in pa še pri kakšni pesmi to. Ene zvrsti plesa v drugo, v bistvu čist tekoče. Lej, to se je pa res zgodilo prav zdaj pri snemanju videospota za pesem Iz čiste trme. Jaz sem non-stop videla sveda ples, ki govori o odnosu in ta prepir, ki je v bistvu prepir pa ljubezen, ki sta prikazana skozi ples. Ne? In Anže Škrube, ki je bil tudi režiser videospota za pesem Prste stran, je bil ravno zdaj tudi v Sloveniji in se nekaj veš kaj. Ti boš kar lepo še malo stal, ker bi jaz še malo plesala. In potem sva se z Anžetom povezala z res vrhunskim Matevžem Česnom, ki pa pleše seveda modern ples, to oni reče tako, ne, da pravi izraz show dance in sem začela trenirati z njim, se pripravljati na to snemanje videospota in smo malo pogledali, kako kaj meni to gre. In mi je bilo res prav velik užitek, ampak kaj tako napornega že dolgo nisem počela, to moram priznati. Zdaj sem že malo boljša, ampak take modrice, tak muskelfiber, to so res naporni plesni treningi. No? Tako da občudujem vse te plesalce in vse ljudi na splošno, ki toliko enega fokusa dajo v priprave in v treninge. Ampak tudi ti si ena izmed teh ljudi, glede na to, da se živiš od tega. Ja. Ker si non-stop nekje, non-stop novi komadi, non-stop koncerti, non-stop nekaj delaš. Se tudi počivam, pa tudi uživam. Kdaj? Ja. Pa tudi se najde, kakšen ponedeljek. A veš, gospa ima ponedeljke frej. Gospa ima ponedeljke frej. Je pa res, da pač ful imam rada nove izzive in en takšen je bil recimo videospot za pesem Iz čiste trme in to mi je res, uživam, no. Nimi potem, tudi če pridejo treningi vsak dan, ker Anže, ne, to moram pa povedati, ne. On je zdaj že kar nekaj let v Ameriki, živi tam, ne, in način dela, ki ga ima on, je čist drugačen, ne. Malo drugačen, kot pri nas, ne. Tako da on je rekel, sem zdaj se boš začel trening, ampak to pomeni vsak dan, ne, se pripravljamo na snemanje videospota. In to je bilo res vsak dan, ne. Ampak mi je bilo super. Super je, ker je potem tudi rezultat se pozna drugačen. Trmasta, lej si, kakva mora biti. Veš kaj, ja, trmasta sem in sem bila in še bom ostala. In lej, ko smo prišli na snemanje videospota, se je izkazalo, da smo imeli treninge vsak dan, je bilo res najboljša možna stvar, zaradi tega, ker potem si ti omejen, ne, tudi časovno za snemanje videospota, pa moraš iti vsako stvar 2, 3, 6, zdaj pa že ful dolgo govorim, ne. Ne, gledam, ja, to. V bistvu si prepozno prišla, da bi lahko ostala, ker ob 10 midva zaključila. Ob 10 midva že mene mečeta ven. Ne, pred 10, Nina, imaš 30 sekund še. Glavnem, no, evo, videospot boste pa lahko videli kmalu, upam, da kmalu, v roku recimo tam en 10 dni, upam, no. V redu, se pravi, to je pripravljeno, trma, skrajšano, ljubkovalno je tukaj, slišali smo jo, videli jo bomo tudi kmalu. Zdaj pa omenila si Golovec, pa bom tako rekel, po Križankah, po Tivoliju, po Stožicah. Je pa zdaj 20. junija Ivančna Gorica. Še lahko gre više, še, mislim, glede na to, kar si povedala, vedno daš sebe noter v celo dogajanje plus svojo ekipo. Ja, jaz sem si želela nekaj drugačnega zdaj ob tej 20. obletnici in zgodba se je začela tako, da ko smo bili leta 2020, v času korone, totalno zaprtje, stojim sredi Ivančne Gorice, stopim iz svojega avta in tako nekih 15 metrov stran, na drugi strani en moj kolega, sovaščan, tudi stopi iz avta in se malo nadaleč pogovarjava, ker blizu nismo smeli. In pravi, kaj Nina, zdaj pa malo imaš pauzo, ne? Zdaj že to drugo leto smo potem mogli tradicionalno Ivančno Gorico odpovedati, ne? Zaradi zaprtja in omejitev. Je rekel, lej, sej potem pa, ko bo enkrat se to začelo nazaj, ja pa boš pa kar na stadion šla, ne? Sej najboljš. In jaz gledam, stadion, sploh mi nikoli, nisem niti pomisla recimo, in sem se prav takrat odpeljala na stadion, bil je tako lep sončen dan kot danes. In sem se postavila tam na stadion, za mi kurja polt, ne, in sem rekla, wow, to bi bilo pa res nekaj tako zelo posebnega in bi mi bilo veliko veselje. In potem potem je prišla vmes še Hala Tivoli, ne, pa Stožice. In potem je prišla 20. obletnica in sem rekla,
zdaj pa čas za stadion. Tako da lepo vabljeni v mojo domačo Ivančno Gorico. A je sploh še kaj kart? Stopnice so še na voljo, sicer tribune so že razprodane. Že nekaj časa. Smo malo tudi omejeni s tribunami, ne? Ampak vstopnice na parterju so pa še. Zdaj je čas, da zažuramo skupaj, ne? Ob 20. obletnici, ker večinoma, ko imamo včasih kakšne dvoranske koncerte, če so samo tribune, so včasih pol kakšen pritoži, da ni mogel stati pa plesati. Zdaj bo pa malo več priložnosti za to, da skupaj zaplešemo. Riziko, kaj pa v primeru slabega vremena? Lej, o tem sploh ne bomo razmišljali. Ponavadi pravijo, plana B ni. Ne? Plana B pač ni. Veš kaj, produkcija takega koncerta je res zelo, zelo obširna in pač zelo zahtevna. Seveda, če bojo napovedane ne vem kakšne padavine, pa da bi se zgodilo karkoli takega v negativnem smislu, upajmo, da ne. Bomo koncert seveda predstavili, mogoče malo kasnejšo, na konec poletja. Ampak jaz verjamem, da bo lepo in da ne tako ostane. So pa že priprave v polnem teku, ker si želim res mogoče tudi publiki pokazati spet nekaj malo drugačnega. Gremo mogoče v majčkan drugačno smer in upam, da se res vidimo. 20. junij, ob 20. Ob 20. uri. Ob 20. uri. Okay, zdaj pa sem še reči, da število tvojih članov šteje pa tudi 20. Ne, 20 plesalcev bo. A veš, da res 20 pa še kaj več, ja. Aha, okay. 20 nismo bili na krogli. Če boš kdaj zaključila glasbeno kariero, lahko greš za političarko. Zakaj? Ker imaš dar govora. Ti, ampak tuk smo pa danes fajn klepetali. Pa z vama je vedno fajn, pa se kar razgovorim. Da že 20 let si na sceni, pa nimaš enega škandala. Tako da ne moramo ti reči, lahko si Nina Latina, škandalozna Nina, pa ne. No lej, upamo, da tako tudi ostane. Vse so bile tudi kakšne negativne plati, seveda v vseh teh letih, ampak večinoma so bile pa lepe. In daj ne tako ostane, ne? In seveda lepo vabljeni, da se srečamo na kakšnem koncertu. Špica se pele, sem to da vedeti. Vse še čas, zdaj še ne začnem peti, ampak evo, to je moja prva. Ja, ni gremo ona. na začetek, ja. Ni ona. Je lepo, da si se oglasila, Nina, kar tako naprej pridemo v Ivančno. Se vidimo, hvala. Prid kaj prej, ko čez en let. Pridem, obljubam. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.